Znaš, rakom, se! Ruše! Dali smo, bol. Osti, rona te, tu! Dobrodošli, 21. u vrsti. Srečno in uspešno. Hvala lepa. Dobar dan. Dobar dan. Ma srečno sem je. Hvala. Srečno. Das sind
srečno in uspešno v dobro Slovenije. To je bil moj, pa naš navdih, ne? Tale možak je leta 18 v Maribor napisal ali pa rekel, ne, da je naša sveta dolžnost je braniti domovino, naše premoženje in življenje naših dragih. Zato gre, je šlo in možno potirati. Vode. Naj ti bo navdih. Hvala lepa. Jaz sem prepričan, da bo in njegov pomen in njegova dejanja, da nam bo navdih tudi za v prihodnje. Da bomo znali stati za svojimi dejanji in pa stremiti k ciljem, kot smo se mislili. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni na Ministrstvu za obrambo, vsem skupaj. Pravkar se je končala primopredaja poslov med dosedanjim ministrom za obrambo, magistrom Borutom Sajevecem in novim ministrom za obrambo, magistrom Valentinom Hajdinom. Po dve priložnosti prosim oba starega in novega ministra, da podata kratko izjavo, mogoče najprej minister Sajevec. Prijazen dober dan, predstavnice in predstavniki medijev, drage sodelavke in sodelavci na ministru za državo Slovenijo, enem ključnih in pa najpomembnejših ministrstv. Najprej bi se tudi predstavnicam in predstavnikom medijem zahvalil za iskreno, spoštljivo in pa vzorno sodelovanje. So sistemi, ki jih v tej državi ne gre pretirano politizirati, in recimo področje kmetijstva in obrambe je zagotovo tako, pa dajmo pri obrambi še sistem zaščite in reševanja, pomembna zgodba. Z ministrom sva opravila primopredajo. Jaz sem prepričan, da je sistem obrambe, vojske, zaščite in reševanja v dobri kondiciji. Zadovoljen sem bil na predstavitvi sedanjega ministra na odboru. Dal je izjemen poudarek ljudem, zaposlenim v vojski, na ministrstvu, v upravah. Vse to je treba še ukrepiti in pa pojačati. Zadovoljen sem s smerjo, ki je bila začrtana. Kot človek, ki je na tej hiši preživel 18 mesecev, moram reči, da stojim za besedam, da je bilo za odpornost, obrambo, varnost, zaščito in reševanje, tudi zaradi specifike v svetu, v to vloženo največ sredstev, največ napora. Zagotovo bo pa treba postoriti še kaj več. Kar se tiče obrambnih izdatkov, še zmeraj stojim za odločitvijo, da seveda je varnost širok in pomemben pojem, da je del naše varnosti tudi odpornost in pa logistika. Ostajam pa tudi zagovornik tega, da je seveda varnost majhne države, države na pripiku, samo znotraj zavezništva in pa v naši enotnosti. Mi imamo veliko vrednot, so pa kdaj te vrednote tudi malo pomešane. Jaz si želim, da je na vrhu vrednot Slovenija, domovina, potem človečnost, ljudje, potem pa šele pridejo stranke. Tako da hvala lepa tudi generalu, načelniku, ki je sprejel odgovorno nalogo, najboljši, najbolj primeren, najbolj izkušen ta trenutek, ki mora v sistemu skupaj z nami z politike opraviti nadgradnjo in zato je seveda potreben čas. Še enkrat pa iskrena hvala vsem
v tem sistemu, še posebej tistim, ki ste nosili veliko odgovornost v Upravi za zaščito in reševanje, legendi Srečkotu Šestanu za vse, kar dela za ta sistem, vsem 1330 gasilskim društvom v tej državi in pa vsem pripadnicam in pa pripadnikom v sistemu. Sistem je mogočna ladja, je v dobri kondiciji za vlogo ministra, mojega ali pa katerega koli od naslednikov, pa sem si zjutraj zamislil eno prispodobo, ne. Tamle na sten, moja slika je 20. Minister ni nekdo, ki z ladjo ponovno izpluje iz luke na pot. Minister je nekdo, ki na ladjo med plovbo vstopi, plovbo nadaljuje čim bolj premočrtno in jo potem, ko pride čas, tudi zapusti. Tako da, minister Valentin Hajdinjak, spoštovanje in pa čestitke, pa uspešno naprej. Ja, hvala lepa. Najprej bi se rad zahvalil dosedanjemu ministru pa njegovi ekipi za opravljeno delo ter za korektno opravljeno primopredajo poslov. Kot sem že večkrat dejal, raje kot v preteklost gledam v prihodnost in nameravam vse te dobre ukrepe, ki so bili izvedeni, tudi ohraniti in jih nadgraditi. Zdaj, ministrstvo z ekipo prevzemamo v času zahtevnih varnostnih razmer, ko mir pa varnost v Evropi žal nista več samoumevna in moja naloga bo zagotoviti, da bo imela Slovenija sodoben, učinkovit in pa odziven obrambni sistem ter visoko stopnjo pripravljenosti na vse vrste varnostnih izzivov, s katerimi se bomo soočali. Posebno pozornost bomo namenili tudi kadrovski krepitvi zmogljivosti Slovenske vojske, njeni modernizaciji in pa nadaljnjemu razvoju kibernetske obrambe in drugih sodobnih zmogljivosti. Seveda pa bo enako pomemben tudi del mojega dela, tudi del zaščite in reševanja, ki je sestavni del Ministrstva za obrambo in je pravzaprav eden največjih razlogov za ponos naše države. Zdaj, prostovoljci, gasilci, pa vsi drugi pripadniki sistema bodo imeli v meni in moji ekipi zanesljivega partnerja, sogovornika in pa tudi zaveznika. Predvsem pa želim, da bo Slovenija ostala kredibilna in odgovorna članica NATO in Evropske unije. Naše zaveze, ki segajo že v daljno leto 2014, bomo izpolnjevali odgovorno, transparentno in v skladu z našimi nacionalnimi interesi. Jaz si želim odprtega in pa korektnega sodelovanja z vsemi zaposlenimi na ministrstvu, v Slovenski vojski in v sistemu zaščite in reševanja, prav tako pa tudi stroko in parlamentarno politiko. Varnost države mora namreč biti področje povezovanja, nikakor pa ne področje delitev. Pred nami je veliko dela, moja zaveza in zaveza moje ekipe pa je jasna: delati odgovorno in strokovno v korist varnosti Republike Slovenije ter njenih državljank in državljanov. Tako da, minister, še enkrat hvala lepa in gremo naprej. Vse dobro. Hvala lepa. Zaključujemo pravzaprav tudi primopredajni postopek. Vema se zahvaljujem, vam pa tudi za pozornost in se vidimo naslednjič. Hvala lepa. Vse dobro. Vse še moji. Super.